Na današnjih pogovorih smo se dotaknili izjemno dobrega bilateralnega sodelovanja. Moram povedati, da je prav obrambno področje tisto, kjer nikoli v zadnjih letih ni prišlo do nikakršnih težav oziroma sporov oziroma česa podobnega med obema državama. Tukaj sta obe vojski, oba ministrstva vedno sodelovali izjemno kooperativno. Omenil bi, da je letno obeh dogodkov, se pravi dogodkov, kjer se mi udeležujemo njihovih oziroma oni naših, v vsakem letu preko 40. Mogoče omenim zadnjih nekaj. V preteklem tednu na naši vaji v Slovenskem morju je sodelovala tudi hrvaška ladja. V tem tednu poteka vaja Adria Strike, ki je namenjena protizračnim oziroma letalskim aktivnostim. Ta vaja poteka v tem tednu na Počku, kjer se ravno tako udeležuje hrvaška vojska, in pa konec leta oziroma v jesenskem času bo ena od vaj tudi na njihovem področju v Slunju. Moram povedati, da smo se v današnjih medsebojnih dogovorih dotaknili tudi širšega medregionalnega sodelovanja, kot veste, na področju jugovzhodne Evrope, tako v okviru Zveze NATO, kot seveda tudi izven tega okvira deluje kar nekaj regionalnih pobud. Teh pobud je kar velika množica, sodelujemo ena in druga država v kar precej teh pobudah, aktivnostih oziroma projektih. Naš predlog je tak, in ta predlog smo z nekaterimi od udeležencev teh pobud oziroma iniciativ že dorekli, je ta, da bi v naslednjem letu pripravili neko skupno srečanje vseh sodelujočih teh pobud in poskušali te pobude zmanjšati. Namreč dejstvo je, da države, kot smo Slovenija, Hrvaška in podobno, nimamo ne tako velikih človeških resursov, niti ne materialnih možnosti, da v taki množici pobud sodelujemo. Zato smo se odločili in Slovenija je tukaj pobudnik. Danes smo gospodu ministru izročili tako imenovani non-paper, ki ga bodo tudi uradno dobili v naslednjih dneh, kjer bi želeli, da seveda ne na račun kakršnekolega vodilne vloge v kateremkoli projektu, ne na račun katerekoli od držav, ampak predvsem z željo, da skupaj zmanjšamo število teh pobud oziroma aktivnosti v neke 2-3, tiste predvsem bolj operativne, tiste, ki bodo dali rezultate in seveda s tem zmanjšujemo posledično tudi stroške. Kar se tiče našega medsebojnega sodelovanja oziroma sodelovanja v mednarodnih misijah, kot veste, Republika Hrvaška sodeluje v operaciji ISAF v Afganistanu za mnogo številčnejšo enoto, kot smo tam prisotni Slovenci. Republika Hrvaška ima tam področje vodenja, usposabljanja vojaške policije, kjer sodelujeta tudi dva naša pripadnika. Tako mi kot oni smo nekako v tisti skupini držav, ki smo se odločili, da se iz Afganistana umaknemo leta 2014. Minister za obrambo mi je povedal, da končne odločitve o tem, ali bodo se povsem umaknili leta 2014 ali bodo ostali tam z nekimi skupinami mentoriranja in usposabljanja, te odločitve še niso sprejeli. Na Kosovu, kjer je naša glavna misija, kot veste, so oni tam prisotni v dosti manjšem številu. Se pa mi in oni seveda zavedajo, da moramo v Afganistanu tudi po letu 2014, ne glede na umik bodisi bojnih, bodisi vseh naših skupin, zagotoviti neko stabilnost, neko verjetnost, da bo tam po letu 2014 afganistanska armada lahko prevzela nadzor. Namreč ne moramo priti v situacijo, ko bodo naši ali pa katerikoli vojaki v teh misijah izpostavljeni dodatni nevarnosti zaradi tega, ker lokalne varnostne sile ne morejo zagotoviti ustrezne varnosti. Na koncu sva se z ministrom dotaknila še tako imenovanega Smart Defensa, kjer so ugotovila, da je pravzaprav Smart Defense oziroma v okviru Evropske unije tako imenovani pooling and sharing tisto področje, ki ga moramo pravzaprav najprej znotraj lastnih držav usposobiti do konca. Oba sva ugotovila, da je znotraj države same kar precej področje, ki se podvajajo. Imajo enake izkušnje recimo pri nadzoru morja, kjer imajo tudi oni kar nekaj nadzornih oziroma vodstvenih institucij, ki so ene organizirane v okviru Ministrstva za obrambo, nekatere v Ministrstvu za notranje zadeve, potem so tukaj še kapitanije in podobna struktura je tudi pri nas. Nekako smo ugotovili, da moramo najprej znotraj držav samih zagotoviti to neprepletanje oziroma podvajanje naših resursov, tako seveda tehničnih kot seveda tudi človeških. Dotaknila so se pa seveda
drugega dela, to se pravi nekih skupnih projektov oziroma skupnih tehničnih zmogljivosti, ki bi jih obe države lahko prispevale. Govorila sva o tako imenovani slovenski pobudi za zagotovitev medicinske pomoči oziroma medicinske enote v okviru ROLE, tako v Zvezi NATO kot v Evropski uniji. Minister si je nekako to pobudo vzel kot eno od tistih, o kateri bi lahko začeli neke bolj intenzivne razgovore in mogoče v nekem srednjeročnem obdobju zagotovili to enoto v popolnosti, ne samo v tehničnem delu, ki ga zagotavlja Slovenija, ampak tudi za zagotovitev ustreznih človeških virov, zdravnikov, sester in podobno. In pa druga stvar, o kateri smo tudi govorila, je pa seveda zagotavljanje pregledov oziroma usposabljanje naših pilotov. Kot veste, se naši piloti danes zdravniško in medicinsko pregledujejo v nekih drugih ustanovah izven Slovenije. Slovenija takih ustanov nima, hodijo recimo v Anglijo, Hrvaška te ustanove ima in jih lahko ponudi in sva nekako dorekla, da bi prav tako v nekem zelo kratkem času relativno hitro lahko dorekli, ali je mogoče te usluge državi Sloveniji in našim vojakom nuditi tudi v bližnji Hrvaški. Ne samo, da je tam cenejše, tudi transportni stroški so bistveno manjši, kar pomeni določen čas, določene aktivnosti, ki jih lahko opravimo v krajšem času. Mislim pa, da je prav, da tudi na tem bivšem področju skupne države ponovno vzpostavimo neke oblike medsebojnega sodelovanja, tudi ne samo z tehničnega, ampak tudi simboličnega vidika. Jaz sem vesel, da si je minister danes vzel čas za ta obisk v Republiki Sloveniji. Mi da so kar nekajkrat v tem zadnjem času se srečala, tako v Chicagu, tudi Chicago smo obdelali v naših razgovorih. Vesel pa sem, da si je čas vzel zato, ker se mi zdi pomembno, da prav sosednje države na obrambnem področju dokažemo oziroma neprestano dokazujemo, da je naše sodelovanje dobro, da je naše sodelovanje prijateljsko in pa seveda, da bo naše sodelovanje tudi v prihodnosti tako, kot med dvema res iskrenima sosedoma mora biti. Evo, gospodin ministar je sjajno elaborirao o čemu smo mi danas razgovarali. Ja ću samo reći da smo mi danas potvrdili naše prijateljstvo, naše visoko prijateljstvo i da je naša želja Ministarstva obrane Republike Hrvatske da Ministarstvo obrane Republike Slovenije bude naš jedan od najvažnijih partner. Mi imamo točno 41 vojnu aktivnost godišnje gdje izvrsno surađujemo po svim poljima od Hrvatske ratne mornarice i vaše ratne mornarice do kopnene vojske i to nam je jedna sjajna stvar gdje možemo zajednički trenirati naše časnike, dočasnike i vojnike. Danas smo razgovarali o smart defense na način na koji možemo skupa družiti snage. Kao što znate, mi smo male zemlje sa relativno malom vojskom i smatramo da imamo niz zajedničkih projekata koje možemo u budućnosti razvijati skupa, zajedno, da bi naše kapacitete održali, a da bi uštedili proračunska sredstva koja dobije i moj kolega i ja od naše vlade. Ono što je bitno, to su međunarodne operacije i mi jako cijenimo ulogu vašu koju imate na Kosovu dole, imate dole 318 vojnika, dočasnika, časnika. Nama je vrlo važna i bitna ta poruka koju šaljemo u regiji, a to je stabilnost regije i mir koju tražimo i koju želimo da imamo je vrlo bitna i važna i za Sloveniju, za Republiku Hrvatsku i za sve nas i razgovarali smo o tome da snažno podupiremo recimo i druge aspirante, članice koje žele ući u NATO kao što je Crna Gora, kao što su i Makedonija i Bosna, zato što smatramo da bi na taj način potpuno zaokružili taj prostor i ta sigurnost i gospodarska, a i opća sigurnost bila bi puno kvalitetna i bolja. Hvala vam na našem sudjelovanju u misiji ISAF, mi smo gore skupa, radimo skupa u školi vojne policije i naravno razgovarali smo i o toj operaciji što i kako u budućnosti. Sjajno sam primljen u Ministarstvo obrane Republike Slovenije, hvala još jednom ministru na prijemu, hvala na dobrim željama i idemo raditi u budućnosti i popraviti suradnju koja je i onako jako dobra.